Daniel Šturman, kakšen je vtis po tej tekmi? Vendarle velika točka proti Švici, ki je vodilna v vaši skupini. Ja, velika točka za nas, ampak tudi malo grenkega priokusa, ko smo videli, da je Švedska izgubila. Šanse so še zmeraj, mi moramo verjeti v to. Ostajata nam še 2 tekmi in mi verjamemo, da se bomo uvrstili na svetovno oziroma da bomo dosegli to drugo mesto. Kaj je bilo drugače danes v primerjavi s tekmo proti Švici v gosteh? Definitivno smo bili bolj kompaktni, bolj agresivni smo bili v defenzivi. Mislim, da praktično ni bilo neke napake. Mogoče bi lahko izkoristili kako kontro več, ampak ja, točka je. Bo se da je tekma s Kosovom odločilna na domačih zelenici? Sigurno bo pomembna. Zdaj bomo šli v ta ciklus naslednji z miselnostjo, da osvojimo 6 točk. To nam je cilj in upamo, ja. Ja, drugo mesto je dosegljivo, več ne. Drugo mesto je sigurno dosegljivo in mi, kot sem že povedal, mi moramo upati na to in mi vsi verjamemo. Verjetno premalo, ampak ste pa prvi, ki ste zaustavili zmagoviti pohod Švice, saj to je delno zadoščenje. Ja, mislim, da ni zadoščenje, zato ker želeli smo 3 točke, normalno, da proti Švici. Če bi igrali na kakšen drugačen način, če bi se preveč odprli, bi nas verjetno kaznovali, tako da mogli smo igrati na način, kot smo igrali. Biti potrpežljivi, čakati na svojo priložnost, nažalost jih danes ni bilo veliko. Ampak sigurno smo si želeli več in nažalost ni uspeli. Je bila Švica takšna, kot ste jo pričakovali? Ja, dominantna, dobra z žogo, tako da Švica je, mislim, da je ekipa, reprezentanca v zelo dobri formi, ki vsak igralec točno ve, kaj mora početi na igrišču, tako da sigurno ena težjih reprezentanc, proti kateri smo igrali. Če bi to tekmo primerjali s tisto v Baslu, zelo drugačno verjetno? Drugačno, ampak drugačno zaradi nas. V Baslu smo šli v tekmo na drugačen način, ne postavljeni tako kot danes, ker proti taki ekipi, proti tako kvalitetni ekipi, če se malo preveč odpreš, si hitro kaznovan. Dobili smo 2 zadetka iz prekinitve, ki se ne sme dogajati, tako da sigurno drugačna tekma. Iz naše strani veliko boljša tekma in sem rekel, nažalost, nismo imeli kakšne priložnosti, da bi prišli do 3 točk. Še pogled v novembrski del kvalifikacij, torej spet odločilna tekma s Kosovom. Ja, zdaj je vsaka tekma odločilna, tako da ko pride čas za to, razmišljati o Kosovu, zmagati Kosovo in potem upati na najboljše. Tomi Horvat, kako bi samo ocenil današnji dvoboj s močno reprezentanco Švice? Ja, ena težka tekma proti dobri Švici, res igrajo dober nogomet, mogli smo se braniti, pomagati en z drugim in dobro smo odigrali, nismo puščali preveč prostora, niso prišli do nekih pravih priložnosti sploh, ampak škoda, da nismo mi v napadu nekaj več naredili, mogoče zadeli kak zadetek, da bi dobili te pomembne 3 točke, ampak tako pač je. Je delno zadoščenje vse v tem, da ste jih zaustavili pri njihovem zmagovitem pohodu, doslej 3 njihove zmage brez sprejetega gola? Ja, res so zelo dobri v teh kvalifikacijah, brez sprejetega gola, to nekaj pove, kakšna reprezentanca so, ampak mislim, da smo se danes jim dobro predstavili in niso imeli lahkega dela, ampak mislim, da je bila realna ta točka. Ja, tekma leta bo zagotovo s Kosovom, torej oni bodo nekako na tem, da morajo nekaj narediti, vi tudi. Ja, na tekmi s Kosovom bomo mogli, da zmagamo obvezno in da se mogoče jim približamo in potem smo še vedno živi. Mislim, da še ni končano s temi kvalifikacijami. Bo treba samo realizacijo popraviti proti Kosovu, glede na prvo tekmo pri njih v Prištini? Ja, škoda, nismo tam zabili kakega zadetka, imeli smo res dobre priložnosti. Mislim, da bi si zaslužili, ampak tako pač je in moramo iti dalje in probati to tekmo s Kosovom tudi doma dobiti z našimi navijači.